Gradišnik bom predstavil dva narativna vira za pandemijo črne smrti. Prvi vir je vsem dobro znano Boccacciovo delo Decameron, medtem ko je drugi vir kronika splitskega kanonika Kutejsa. Oba vira opisujeta izbruh kuge znotraj mestnih zidov, Kutejs na primeru Splita, medtem ko Boccaccio v Firencah, pri čemer se na kratko dotakne tudi podeželja. Čeprav sta mesti med seboj oddaljeni več 100 kilometrov, lahko v poteku pandemije in odzivu družbe zasledimo številne podobnosti, kot tudi razlike. Ena izmed razlik, ki se odraža že v slogu pisanja, je samo okolje, iz katerega prihajata oba avtorja. Boccaccio, ki prihaja iz posvetnega okolja, skuša dogodke opisati bolj objektivno kot Kutejs, ki prihaja iz sakralnega okolja in skuša v svoj opis dogodka vključiti moralističen motiv poslednje zgodbe. To se vidi že v samem zaporedju dogodkov. Potres, ki se je zgodil nekaj let pred izbruhom kuge, postaja včasih neposredno pred izbruhom, medtem ko sam izbruh datira na božični dan leta 1348, pri čemer gre po današnjem dojemanju časa za božič leta 1347. Tudi sam opis dogodkov pri Kutejsu je izrazito apokaliptičen. Oba avtorja vidita izbruh kuge kot kazen za človeške grehe. Boccaccio piše, da se je izbruh bolezni pri bolniku kazal v nabreklino v velikosti jajca ali jabolka, ki so se pojavile na osramju ali pod pazduhami. Kutejs v svoji kroniki zapiše, da so sprva zbolele živali in nato ljudje, ki so umrli 3. ali 4. dan po izbruhu okužbe. Oba avtorja opisujeta vsesplošno paniko, ki je izbruhnila skupaj s pojavom kuge. Številni prebivalci so mesto ob izbruhu kuge zapuščali in za seboj puščali svoje bolne najbližje, ki so ostali brez nege in so umrli sami. Črna smrt je izrazito spremenila vsakdanje življenje in navade ljudi. Med drugim je vplivala na kulturo pogrebov. Če so bili pred tem pogrebi izvedeni v večjih skupinah in je bil pogreb slavnostni dogodek proslavitve od pokojnika, so v času kuge pogrebi potekali v veliko manjših skupinah ali brez žalujočih. Ogromno število umrlih je povzročilo, da je prišlo do pojava skupinskih pogrebov, pri katerih so pokojnike pokopavali v skupinske grobove, drugega na drugega. Boccaccio se na kratko dotakne tudi podeželja. Poudari, da so številni kmetje v čakanju na konec sveta popolnoma zanemarili svoja opravila, se predali obupu in mrzlično skušali porabiti vse prihranke prejšnjih let. Boccacciova ocena umrlih znotraj firenčkega obzidja med marcem in julijem 1348 znaša 100.000 umrlih, kar je po današnjih raziskavah pretirana številka. Kutejs ne poda številke umrlih, zgolj poudari, da je umrlo veliko število mestnega prebivalstva, med katerimi je bilo tudi več plemičev in tudi sam nadškof Dominik.